Tina. Dober dan. Ja, dober dan. Ali pogledaš človeka najprej v nogavice ali v oči? Dobro vprašanje, odvisno, koliko je ta človek blizu mene, a ne? Ampak se mi je pogosto že zgodilo, da sem koga najprej pogledala v nogavice, potem pa še težava, ne, nimam zmeraj očal in sem bila tako kar malo strmela, če so to moje nogavice ali niso. Ampak seveda v bližnjem srečanju pač vada pogledam človeka najprej v oči in se mu predstavim, če ga ne poznam. A veš, nogavice imajo zdaj en trenutek, ne? V trenutnem svetu. Ja. Nosi se jih na večerne salonarje, Ja. nosi se jih čez pajkice, nosi se jih v šlape. Vse je to zelo priporočeno. Nosi se jih, pod krajše kavbojke recimo, tako naprej. Skratka, so nek statement, ne, recimo So nogavice. statement, A bi ja. lahko povedala karakter človeka potem, kakšne nogavice nosi? Ja, seveda pač bi si za to rabila vzeti kar malo precej časa, da bi pogledala morda z nekega antropološkega vidika, znamka, pač kje se pojavi. Mislim, bele nogavice so lahko tudi pač, bo rekla, še par let nazaj, če si imel bele nogavice, si bil kar mal upornik, hitro se te označili kot pripadnika, ne vem, pri nas v Sloveniji je kar hecano, ne, smo pač rekli, gledajo tega Švaba, ne, ki je imel na tiste papuče, adidaske obute nogavice, ali pa Čeha, ne, Čehi imajo seveda drugo obutev, imajo tiste podobne kot Birkenstockce, ne. Slovenci imamo jazbečarje obute na te nogavice, a ne. Tako ful hitro smo nekoga označili za pripadnika neke kulture na to, kakšne bele nogavice. Ampak zdaj je to je nosil. statement rado, ne? To je zdaj ratov statement, oziroma zdaj pa če gledamo, da v bistvu funkcija nogavic so v bistvu, to je v bistvu spodnje perilo, ne. Zdaj, je to spodnje perilo? Nožno perilo. Nožno perilo, no. Ne vem, če bi ti šla v trgovino pa provala nogavice za nekoma, ne. Ne bi, pa tudi tako, večinoma to ni neka praksa. Mogoče pa je niša, da bi kdo proval, ne. Zdaj te nogavice. Ampak ja, predvsem to, da je stvar, katera se je razvijala, katero vsi imamo, so vsak dan z nami, razen pač poletnih mesecih. Marsikdo izmed nas ima neke svoje srečne nogavice, ker jih obuje za good luck. A ti jih imaš tudi? V bistvu tako, zaradi športa, jaz sem pač imela od zmeraj zelo rada neke nogavice, tudi bilo kam sem šla, sem si kupila neke nogavice, da so me potem spominjale na to mesto, zaradi tega, ker tisti spomink, ne vem, pač ga imaš tam na omari, tisti magnetek daš na hladilnik, ne vem, jaz sem za svoje none kupila magnetke, razgledance, pol sem dobila nazaj, Tina tu sam prah pobira, ne tega kupovati, a ne. Pa sem rekla, prav, bom jaz malo več sebi nakupila nogavic. In potem, ne vem, ko je bila pač tekma, sem se zelo rada obula te svoje srečne nogavice, ampak mislim, da tudi športu dokazano, sploh ne vem, tudi športnice, ki nosijo, sploh atletinje, katere nosijo make-up na tekmah, da so pač imajo boljši performance, tako da, ja, nek tak placebo efekt verjamem, da ima tudi v vsakdanjem življenju. Predvsem pa to, da se mogoče tudi ta, zdaj ta uniformiranost, a ne. Prej so v poslovnem svetu bil ta, kako si ti oblečen kot poslovnež, bilo zelo strikt, a ne. Čevlji, zloščeni čevlji, fine nogavice, a ne. Hkrati pa tudi tako, zdaj, če ima kdo kakšne take bolj poredne nogavice na zelo tako uniformo, a ne, kot biznismen, pogosto dobi neko odobravanje, zdaj pač vsi morajo imeti nek sut, kravato, srajco, biti polikani, a ne. V bistvu zdaj edina ekspresija, katera je lahko taka, so nogavice pa spodnje perilo, ampak seveda spodnje perilo ne kažemo. Mislim, da vem, kam, v katero smer greš, pa se bomo dotaknili tega. Ja. Ampak tako, ti si diplomirana filozofinja, pa magistra antropologije, pa etnologije pa kulturna antropologija. antropologije, ja. In hkrati si tudi v bistvu podjetnica, imaš Slavsocks pa Sloks, a ne, Ja. te nogavice, ki imajo v bistvu
neke besede izpisane, ki jih vsi poznamo, kot je burek, ajvar, idegas in tako naprej. To sem te hotela vprašati. Pa tudi kakšne take bolj sočne so recimo gor. Recimo, ne vem, imaš tudi, no, ta ni, ampak vadi pare recimo. S katero od teh tvojih, so to slogani ali spisi, bi recimo opisala trenutno stanje v Sloveniji? Politično. Mislim, da za vsako priložnost se nekaj najde. Ne? Zdaj, najprej razločak, te slog slovenske nogavice krasijo elementi naše kulturne dediščine. Ne, prijeva do tam, ampak me res zanima, kjer ga bi izbrala. Ker jaz sem recimo bi imela vadi pare ali pa boli me kur, pik. Rekla tukaj commercial break, te kupujejo zelo konzervativni ljudje, ker pač mene je to kar vrgel na rit, ker pač konec koncev sem antropologinja, zdaj sem jaz pričakovala, da bo zelo drug spektar ljudi. Jaz sem zelo skeptična, to je David Tavčar naredil, ne? David Tavčar je takrat naredil, v bistvu to nek podaljšek enega dela, ki pač je delal nekaj s falusnimi simboli, pač poprnica pa sovnica, ne? V obliki moškega spolnega organa. In je in potem sem pač rekla, z besedo na K. In sem pač rekla, a bi mi ti zrisal te falusne simbole. In mi je naredil res A3 format fenomenalnih falusov, kateri so zelo zanimivi. Mislim, so ilustracije, ampak so zabavne ilustracije, ne? In res prikaže. Ker imajo eni krila, ali kako je. Eni imajo krila, eni so v obliki banane. In to mi je naredil v bistvu med telefonskim pogovorom. In jaz, ko mi je to poslal, jaz sem se tako nasmejala, jaz sem se rekla, ne, mi moramo to vse dati. Ampak zakaj ti to ni bilo profano? V kakšnem smislu? Vulgarno. Ker se mi zdi, da, glede na to, da so se eni tako ful smejali, mi ni bilo to tako zdaj vulgarno, a ne, vulgarnost je pač lok malce drugačna. Meni je bilo to zabavno, tudi ljudje nam bo zabavno, tudi dosti popraševanja, ker pač smo jih razprodali, ampak je še danes popraševanje, pa mislim, da če bo kdo to gledal, se bo tudi javil, ker pač še 2 dni nazaj sem dobila poprašanje ravno po teh nogavicah. Ampak napis je bil pa še gor ta, kateri je pač mogoče vulgar, ampak ni vulgaren. Zdaj, jaz to Kjer napis? Ja, K pa C, ne? Aha. Ker sta dva različna, no? Na enih piše boli me, na drugih pa sam K. Nisem K izpisan. Ja, K je izpisan, ampak pač to je pač ratal nekako mašilo, tudi v bistvu pa izražanje neke nelagodja, presenečenja, ne? To je pač neka ekspresija. Ne? Veš, kaj mi je zanimivo? Recimo, vem, da ko ima kdo 60. rojstni dan ali 50, se vedno kupujajo ali kakšne ženske. Take nespodobnosti, Kaj tako hi, ne? A veš, daš neke ampak fake prsi ali pa vedno so nekako med ljudmi, je še vedno tako malo neroden, ne, tako, sej v bistvu če vidiš, kje je. Tudi meni je neroden. Ampak tukaj je šlo pa res tako na nogavicah, se mi pa zdi, da so vedno tako srčkane nogavice, ne. Ja, so, ampak rekla se je tudi glih poredni element. Tukaj imam tudi eno anekdoto, da nekdo sodeluje pač z avstrijskim partnerjem, kateri se pač piše Kurz, ne. To pa pomeni kratek. In so mu pač kupili to za poslovno darilo in jih ima na sestanku, ko pride v Slovenijo, ko se pač njemu zdi to ekstremno zabavno. In se mi zdi, da v bistvu to tako neka stvar, ki nas povezuje, je pač, meni je to pač noro, no? Tako da se pač vsakeč ful nekih anekdot izvem, v bistvu štartala sem pa tako v bistvu, da se ta Slavsoks, je v bistvu teorija znaka, tukaj pač imamo ta fonetični del, zapis imamo določen, potem pa kar vsakemu pade na pamet v tem pomenskem delu. Naprimer imamo tudi rakija, ajvar, burek, to pač je bila ta prva ideja, da se v bistvu vsakdo ustvari, prva misel, ko mu pride, pač je valjda ta njegov mogoče vezano na kolektivni spomin, neko terciarno izkušnjo, neko zgodbico, Vsakdo dobi neko svojo navezavo na ta pomen, Zdaj,
Jaz sem se še vedno držala, da je pri nas narejeno vse v Sloveniji. Nogavice so narejene s Pimo, bombaža, nosi v Ecotex certifikat, narejene na Green Energy mašinah. Zdaj, če me pač vprašate, kaj zdaj vse to pomeni, kar se tiče Green Machine, ne vem točno. To so pač efektivne mašine, ki ne trošijo toliko energije. Ne? Zdaj, če bi se jaz ful trudila to informirati vsakmu kupcu, ne prišla skozi. Hkrati sem pač hotela, da so to neki elementi, ki nas povezujejo. Najprej seveda je bila ta tematika hrana, potem element neke jugonostalgije, potem ta vadi pare, katere bi v bistvu za ene pesmi, pa hkrati tudi pogovorna fraza, pač pa ta ide gas, ta ide gas se je kar naenkrat pojavil. Ne? Zdaj, če gremo gledati to, kako se je razvijalo, je v bistvu ta mogoče kultura dizelaša, katera se je začela v Srbiji v 90-ih, potem turbogas, to so pač bili zmeraj biti oznake za nekaj najboljšega, poznamo turbomašine. Ne? Zdaj tudi dizajnerica, zdaj singerica, no? Pač to je srbski umetnik, če mu lahko temu rečem, tudi pač nekdo, ki izvaja določen tip glasbe, je spet ta gas, pač besedo gas dal spet v nek mainstream, ne? Tudi z izjavami, ti nikada nečeš biti gas, kar pomeni, da gas je enačeno z nekim je ne sais quoi, kaj pač človek ima. Ali imaš gas, ali ga pač nimaš. In tukaj gre v bistvu zmeraj, ne da gre za neko družbeno kritiko, ampak so pač ratale tudi Slavsoks, bo rekla, zrcalo te družbe. In proizvajajo tudi te elemente, ki so nam skupni lazni. Pač, pa se ne navezujejo tukaj na neko dediščino, ampak na trenutne razmere pa vse. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj, kaj bi danes najbolj opisalo, kateri motiv? Ok, zdaj želela si, da bi čim prej sestavili to vlado, tako da ide gas, tu bi jim dala priporočilo. To, da mogoče, kar se tiče korupcije, ne vem, big business, ampak legal, se pravi legalen. Potem zdaj, ko prihajajo prvomajske počitnice, seveda čevapi, ajvar, to je stalnica. Tukaj pač moram povedati tudi neko zanimivost, da ajvar je Slovenija zaščitila leta 1997 kot blagovno znamko in povzroča pravi I-wars na Balkanu. Ko vsakdo, ki pač je iz ene države Balkana, bo rekel, da je ajvar njihov. To mi zdi tudi kar smešen. Predvsem pač mogoče tudi neka vzporednica slovensko kremšnito, ker pač govorimo o blejski kremni rezini, pa kremšniti. Mogoče je boljši primer Luka Dončić, ne? Ja, Luka Dončić je, bo rekla, sodoben Nikola Tesla, ne? Čigav je. Čigav je, mislim. Vsi ga hočejo. Ja, vsi ga hočejo, ampak bo rekla, je pa tudi ta ponos, kako so pač vsi v regiji potem ponosni na športne dosežke Luke Dončića in tudi potem posledično na Slovence, ker nas je sam malo preko 2 milijona, ampak mu reka tudi, pač Dončić je fenomenalen promotor Slovenije kot take, tudi nekaj cajt ambasador. Letos mislim, da ga je zamenjal Domen Prevc, da je zdaj pač ambasador Slovenije, v bistvu ta STO, Slovenska turnistična organizacija. No, vse pač res je poletel med zvezde še širše in tudi ima zelo pestro sezono za sabo in seveda vse zaslužene zmage in odlike. Ampak ja, Slovenci imamo zelo radi športnike, še posebej, ko jim gre zelo dobro. Kako te motive, mislim, začele si v bistvu s slovenskimi motivi, ne? Ja. Da je bila gor potica. Potica pa kranjska klobasa. Kranjska klobasa, ne? To sem tako velika, jaz sem velika ljubiteljca kranjske klobase, tako. Sem te enkrat vprašala, zakaj, povej še enkrat. Ok, zdaj zadeva je kompleksna, ne? Ampak se da rad tak vem, da sočen. Ja, bom dala več sočnih odgovorov, ne? Jaz bom zelo rada klobase od mehkega, ne? Tudi, ko pridem domov, jih dobim za v Ljubljano, ne? Prihajam z Brkinov. Tle pri nas je tradicija sušenja mesa na burji, pa takrat, ko ni burje, se rahlo podimi, ne? Slovenci imamo
izjemno bogato kulturo klobas. Tako, čudovito. Vsaka družina ima skoraj svoj recept, pri krvavicah se skregamo, kateri je ta pravi recept. A ne? In pohvaliti moram tudi svojo mamo, da nam priskrbi vsako zimo klobase, ki jih tudi sama delam. Tako da... A ti ne delaš klobas? Mislim, znam jih, ampak pa doma mi ni dovoljeno. Tako. Doma ne dobim zelene luči. Sem jih pa že delala, tudi s prijatelji med korono. Sem delala in krvavice in navadne klobase, tudi malo čudne recepture, ampak se mi zdi, da ta stvar se mora razvijati. Kaj pa je bila čudna receptura? Ja, ne vem, dodajali smo suho sadje, dodajali smo sušene gobe, pač vse, kar oplemeni. Mogoče imaš za to prepoved. Ne, zato so bile odlične. Sam tukaj pač tudi gre za prenos nekega znanja. Zdaj pač imaš te sušilne komore, ko imaš pač tiste programe, a ne? Ampak zdaj pač ta igra človeka pa narave, pa sušenje na buri ali pa tudi dimljenje, pa pač posebna umetnost, a ne? Katera moramo ohranjati in se mora prenašati. Zdaj, kar se pa tiče kranjske klobase, ne? Zdaj v Sloveniji obstaja veliko knjig, katere tudi omenjajo kranjsko klobaso. Bo rekla, doktor Burek je tudi enako doktor kranjska klobasa, to je doktor Jernej Mlekuž. In on se je zelo spustil v raziskovanje kranjske klobase, napisal tudi knjigo Kranjsko klobasanje. In se mi zdi pač z mojega vidika je pač tudi zanimiv primer, ki ga on tudi, mislim, so se pogovarjala pač o tem, ampak v bistvu kranjska klobasa je nekako, če daš na polovico falični simbol, a ne, ampak kot celota ima pa obliko neke vulve, a ne. Tako da, zdaj, kaj pa govori to od Slovencih, rabimo imeti kakšnega psihoanalitika, Okay. kateri bi se s tem malo nadrobneje ukvarjal, a ne. Ampak moram reči tudi, da kranjska klobasa je moj najljubši slovenski fast food, a ne. Dobiš jo v poltrajni obliki, vržeš v vodo, pač narežeš na koščke, vmeš si lahko zraven narediš še medeno gorčico, zadeva je pač preprosta, vzameš gorčico, super je, če je kamniška gorčica, in vzameš domač med, zmešaš, pomakaš in to je to. Ti si pravzaprav začela, mislim, s temi slovenskimi Ja. motivi. S potico pa kranjsko klobaso. Ja, ker je bilo to v bistvu s šolo, ne, s faksom Ja, povezan. v bistvu je bilo tako. Moja magistrska naloga se je malce ironično imenovala Slovenske narodne jedi 2, ker v bistvu narod je v bistvu umetno ustvarjena entiteta, elementov, kateri nas združujejo, ne. In potem v bistvu sem že prej delala na projektu Slovenska hiša in Slovenska hiša Fegovec, kjer sem, v bistvu prvo v Slovenski hiši smo imeli to bolj kolkat, se pravi te narezke ponudbo, pol smo šli pa v bistvu na ta pravo kuhno, ne, in pač moja naloga je bila nekako takrat raziskati, kaj se v Figovcu jedel, ampak hkrati je tudi Ljubljana presečišče, ker se srečajo bučno olje, oljčno olje, a ne, trgovske poti, in smo pač hoteli predstaviti Slovenijo v malem, a ne. In potem sem jaz v bistvu ugotovila, da imamo dostikrat Slovenci problem, da se sploh zjasnimo, kaj je naša narodna, nacionalna ali pa naša jed, a ne. Predvsem se dostikrat zgodi, da je ljudem kar malce nerodno povedati, kaj je to za njih, in potem pač ful hitro. Zakaj je neroden? Ja, zaradi tega, ker pač jih skrbi, da bi bili mogoče malo preveč regionalno obarvani, ali pa da bi bila pač njihova ta jed, katera pač imajo v domačih krajih, malo preveč kmečka, in potem najraje rečejo temu politično korekten odgovor, je potica, kranjska klobasa, ali pa gremo pač vse te jedi, katere so zaščitene, a ne, pač, bom rekla, belokranjska pogača. Mislim, seveda se najdejo. Kaj, da damo politično korekten odgovor? Ja, da raje damo nek politično korekten odgovor, ker pač jaz sem na primer z Ilirske Bistrice, ne, in shout out to Ilirska Bistrica in Brkini. In zdaj pač bom rekla, kaj je pri nas neka tipična, pri nas doma neka tipična narodna jed, a ne, je krompir v zjevenci. Zdaj, kaj to je, a ne? To je
krompir, seveda mora biti star, ne sme biti mlad, ki se ga je po zimi, in izkuham skupaj z zeljem, s kislim zeljem, da zakrkne. Potem pa, seveda, vsaka nona ima svoj recept, pa moja mama tudi, pa moj brat tudi, pa jaz tudi, a ne. Potem se pa da noter vso bogatijo ostankov, ki jih najdeš v hladilniku, ali je to klobasa, ali so to ocvirki, ali je to panceta, svinjska mast. Najboljše, da je čist vse zraven to, a ne. To je potem nek meša, pa ne, eni tudi dodajo potem česen gor in je pač ta stvar zelo bolj kompleksna, ne glede na naš okus. A ne? Tudi pri pticah, a ne, imamo podobno zadevo, če se bo kdo zdaj zjasnil, katera je sploh v praznik, katera je najboljša. A ne? Ali je to potratna, ali je to orehova, ali je to zdaj pehtranova. Zdaj obstaja tudi knjiga Samo potica, katera ima preko 124 receptur, pa še dan danes se najde kakšna potica, katera je narejena na novo. Verjamem, da zdaj v zadnjih 2 letih v euforiji dubajske čokolade je naredil tudi nekdo Dubai chocolate varianto potice, a ne. Tako da... Zdaj kdo rekel, jaz. Glej, ti si bila med drugim tudi si manekenka, ne? Ja, bila, pa zdaj še, a ne. Bila pa še. Bila pa še, ja. Kako imaš tako zanimanje v bistvu za te tradicionalne slovenske jedi? Jaz zelo rada jem, a ne. Okay. Pa rekla tudi, ko greš... Mislim, veliko ljudi radi je, ne, pa grejo, ne vem, v Tajsko ali pa pokličejo dostavljavce ali pa, a veš? Ja, jaz ne jem glih dostave. Ne vem, jaz imam zelo veliko spoštovanje do hrane. Ena od babic je bila tudi profesionalna kuharica, druga babica in dedek zelo dobro kuhata, a ne. In v bistvu smo imeli doma tudi zaradi kmetije, pa zaradi, bom rekla, potem izmenjave dobrin, a ne, nekdo, ki je bil na Primorskem, pa v Koprščini je nekaj delal, so si tako stvari izmenjavali, a ne. Imam pač zelo veliko spoštovanje do kmetovalcev, in do vseh pač, ki pridelujejo to hrano in tudi nerada imam ostanke, a ne. In pač predvsem sem pač občudovala pri obojih starih starših, se pravi pri vseh nonah in nonotah, da so znali pač skuhati tudi z nekimi malimi surovinami, ki jih so imeli, a ne, zaradi tega, ker pač znajo uporabljati surovine. In se mi zdi, tudi ko sem pač raziskovala, ljudje zmeraj manj, ne da nimamo nekih idej, ampak premalo imamo znanja o surovinah in potem ne znamo uporabiti do konca in pač obstaja tudi potem ostanki, presežki hrane, a ne. In se pač vrčajo te stvari stran, a ne. Se mi zdi, da pač ta prenos se je ful slabo zgodil, hkrati nas pa zdaj ta konvencionalnost, pa pač bomo rekla, ne da je zdaj prišlo to zdaj z amerikaniziranega sistema, ne, ampak je v bistvu tako glokaliziran pojav nekih hitrih rešitev, ne samo fast fooda, ampak vnaprej pripravljene neke hrane, za katere pač se potem, valjda nam je lažje kupiti eno stvar v trgovini, kakor pač pripravljati potico doma, kar je pač tudi kompleksen, celoten proces, oziroma pač ali pa kupiš tam, kar se ti zdi najboljše, ali pa tudi, ne vem, peka kruha z družmi. Takrat med korono je bilo tako eksplozija tega, zaradi tega, so vsi imeli, a ne, ampak še vedno zelo radi obiščejo pekarno, ki so res majstri v tem, a ne. In bom rekla, zdaj se je ful zgubil med mladimi, pa pač nekako to, da pač res imaš čas, da ustvarjaš te obroke, ta nekako, ne pa sam prenos znanja, ampak v bistvu uporaba surovin, kje sourcate surovine, se pravi, kam iti po najboljši radič, ali je to kmetija, ali je to tržnica, ali je to v bistvu supermarket, tudi prepoznava tega, ne, to se mi zdi, da Meni se je to malo mogoče povezano s časom pa z denarjem. S časom in z denarjem, ja, tudi. Ampak prej si rekla eno zanimiv stavek, da je bil slab prenos veščin. Ja, ne vem, jaz sem... Kaj so naši starši nam moji niso predali, Mislim, ne, da pa niso babice. predali, pač odvisno, koliko so imeli kateri starši čas, a ne. Moji starši so precej delali, a ne, ampak sem jaz imela to srečo, da sem živela v isti vasi, kakor pač babica, pa smo tam nekaj ustvarjali, pa ne vem, kuhali, pa tudi, če sem fejlala, a ne, to ni bilo
noč po prstah, pa tako, ampak so tako znali bolj razložiti, zakaj ne, pa zakaj ja, pa kaj, katera funkcija. Ampak to je pač nekako ljudski prenos znanja. Seveda, danes imamo ChatGPT, imamo na tisoče TikTok receptov, ki tudi seveda presenetijo ali pa najdemo kakšno rešitev, a ne, na ta način. Ampak se ti zdi, da je ta hrana še popularna, tradicionalna? Zdaj se mi zdi, da je pač veliko je recimo brez mesnih hran, po drugi strani Ja, ampak so zelo tudi preveč jemo mesa, veliko je poudarka na beljakovinah, na športanju. Ja, v bistvu, če zdaj pogledamo, ne, zdaj v preteklosti je bilo veliko jedi veganskih in vegetarijanskih, ker ljudi niso imeli, ne. In tudi v bistvu gledamo na to hrano, kakor da je hrana revnih, a ne. Zdaj pač, če bi vsak dan jedel polento na vodi ali pa na mleku, je zdaj že razlika, ne, ker pač tista, ki je na mleku, je dala več energije, ne. Veliko imamo v bistvu tudi nekih zelišč, divjih rastlin, katere so uporabljali. Glih zadnjič smo se malo pogovarjali, ker mi v osnovni šoli smo imeli pri gospodinjstvu, smo tudi ustvarjali jedi iz divjih rastlin, ker smo imeli to srečo, a ne. Danes ne vem. Divje rastline, kaj, travniške, misliš, kakšno? Travniške, v bistvu smo delali, ne vem, s kopriv smo delali, juho, smo delali blitvo, mislim, na ta način, kakor špinačo, ne vem, zdaj malo bolj hecam, med korono sem imela dosti časa, da sem šla nabirati regratove cvetove, pa smo jih potem namakali, da smo pač naredili neke sirupe, pač neke take A si stvari. ti kuhaš vsak dan? Zdaj pač, če se zgovorim na moderne trende, pa girl dinner, jaz obožujem narezke. Pač meni, To ni kuhanje, Tina. ni to kuhanje, ja? Ampak sej zelo rada kuham, a ne, ampak potem, zdaj če rečem, pri nas na Primorskem, ne, zdaj pač, jaz imam zelo rada klobaso, zelo imam tudi rada pašto s klobaso, ne, ampak ta mora biti paradižnikova omaka in ta klobasa se mora razpasti, ne, in pa jaz vem, da zato, da pač res ta prava omaka se tam naredi, a ne, rabim jaz cirka, ne vem, dobrih 45 minut, a ne, da pač je po mojemu okusu, ne. Zdaj, a imam vsak dan toliko časa, da to pripravim, ne. Sej, zaradi tega imam pa kranjsko klobaso, 8 minut, a ne, gotovo obrok. Zdaj, a je to kuhanje ali ni? Ni, a ne. Je pa tako, zdaj živim sama in potem je problem, če naredim kakšno enolončnico, a ne. Seveda v glavi nimam nobenega zdravega normativa za eno osebo, a ne, in potem tudi moji prijatelji dobijo segedin, a ne, za v službo. Zdajle sem bila ful hvaležna, da je bila ta zima, da so bili ti radiči, da sem pa lahko jedla radič Ampak okej, kolikokrat na teden ješ klobaso? Zdaj je to tako zelo dirty, če boste tukaj objavili na družbenih omrežjih, kakor ne kril, ampak po mojem 2-krat do 3-krat. Okej, kar res veliko klobasi govoriš, ne, tako da, ampak v bistvu zato sem te to vprašala, ker se mi zdi zanimivo, Pa, da... ne, pa bo rekla, to ni nič freudovskega, tako da, Okej, ja. dobro, Ja. ker je v bistvu ta nogavice s slovensko motiviko so se nekako malo slabše prijele kot te Ja, z Slavsoks, Ja, Slavsoks ki so iz neke države, ki si reče Slovenija. katera je umetno ustvarjena entiteta, ne. Umetno Saj jaz sem ustvarjena bila entiteta. tukaj, mogoče, Tako kot NSK, ali kaj si hotela. ma eno ni to svojo- NSK, mislim, jaz sem pa Potni list, na kjer mu je klobasa gor. to bi bilo takoj podpisano. Glejte, če imajo društvo praženega krompirja, a ne, in je tudi svetovni dan praženega krompirja, mislim, svetovni dan klobase, takoj podpišem. Okay, no, ampak zakaj misliš, da je Slavsoks bolj? O glavnem, pač jaz sem takrat to delala, ker sem bila čisto delusional, ne, in sem se rekla, ok, jaz hočem nogavice s kranjskimi klobasami pa poticami, zaradi tega, ker pač imamo problem. Kranjske klobase, se jih lahko jemo pač celo leto, ampak so v bistvu kar težka hrana za jesti tlele spomladanskih pa poletnih časih, a ne. Hkrati pa rabimo neke proizvode, katere lahko turisti vzamejo tudi s sabo na letalo, ne. Zdaj veliko držav ima prepovedi uvažanja, bom rekla, tudi mesnatih izdelkov, a ne. In sem rekla, ok, nogavice s kranjsko klobaso, lahko so s tabo vsak dan. Potem je druga problematika to, da potica je pri nas na mizi ob zelo pomembnih
dnevih. A ne. Bogataj temu rečemo, da imamo Slovenci opotičeno leto. A ne. Kar pomeni, da se pač pojavi ob velikih praznikih, se pravi Velika noč, Božič, marsikdo si povrvošči potico tudi za rojsten dan ali pa kakšen jubilej ali pa poroko, a ne. Ampak, če mi postavimo potico vsak dan na mizo v taki obliki, kakor je, ji pač odstranimo ta pomen, a ne, da je pač potica res sladic kraljica za nas Slovence, a ne. Poznamo jo tudi v veliko oblikah, a ne. Zdaj, zaščitili smo slovensko potico kot tako in se potem lahko pojavlja v kroglasti obliki, v potičniku, a ne, in pač ima predpisano obliko in tudi nadeve, a ne. In zdaj bom rekla, jaz sem takrat upala, da takrat, ko je Slovenija gastronomska prestolnica Evrope, da se bo pa svet odprl in da bomo pač vsi, kateri pač prispevamo temu, da se promovirajo slovenske jedi, prišli nekako na svoj račun. In gostilničarji, in nekdo, kateri se pač ukvarja sam s peko potic, itd., itd. Kaj se je zgodilo? Zgodila se je korona, ne. Jaz verjamem, da so pač takrat rabili in so pač delali po najboljših močeh in so predstavili te glavne šefe Slovenije, ne. Ampak tukaj se pač zelo velikokrat pozab, a ne, da kdo zdaj dela te potice ob praznikih, a ne. Manjše plekarne, bo rekla, tukaj imamo, ne vem, tudi Lepotica, katera ima Janja, katera ima tudi svoje delavnice priprave potice, a ne. Pozabili so na vse te majhne, tudi, bo rekla, majhno infrastrukturo, kateri so ustvarjajo gastronomsko sceno, a ne. In tukaj ne, da sem se jaz počutila ful užaljeno, bila sem tako, okej, bom šla jaz do trgovin, bom jaz to umestila. Zdaj, večkrat sem provala tudi kontaktirati direktno STO, ampak nisem dobila odgovora, a ne. Zdaj, bom rekla, da bom jaz hodila po vratih pa trkala, nisem tak tip človeka. Če se nekje pač pojavi neka možnost sodelovanja in je želja obojestranska in nekdo vidi v mojih produktih in v bistvu tudi sami zgodbi neko dodano vrednost, katera je njemu pomembna, sem seveda zelo odprta za sodelovanje in zelo rada pridem nasproti in sodelujem, ne. Rekla si, da si čednejši Janez Bogataj s podjetniško žilico, ne? Ja, ne vem, pač, a sem... Ne, pač bom rekla, gospoda Janeza Bogataja zelo v bistvu spoštujem. On pride tako, jaz mislim, da ima on tako vsake 2 leti ima tako neko idejo za novo knjigo o slovenski kulinariki in jo tudi napiše, a ne. Tako, meni se zdijo tudi super, napisal je knjigo o kolinah, a ne. Meni je ta knjiga fantastična, tudi s samimi slikami, a ne. Ker dejansko pa kaže ta proces, meni se zdi super, a ne. Problem je pa tudi tako, a ne, da pač je Janez Bogataj in zdaj pač, kje so pa vsi ostali. Pa tudi bom rekla, tukaj bom rekla, ne gremo pozabiti sam za Janeza Bogataja. Tudi v bistvu Jernej Mlekuž, a ne, napisal knjigo prvoburek.si, katera je pač njegovo doktorsko delo, a ne. Tudi veliko ne zasmehovanja, ampak pač je dobil kar veliko, ne kritike, ampak opaženosti na ta način, kranjska klobasa, zdaj pripravlja, zdaj kar proma, ne, njega, knjigo o slivovki, a ne. Se mi zdi pač, so tu vsi neki pomembni dejavniki. O hrani se zelo premalo pogovarjamo, zaradi tega, ker se ustavi takoj pri zacementiranih nekih recepturah, nekako je v bistvu hrana zelo živ element kulture, poznamo tudi različne fjužne slovenske kulinarike, ne vem, preplet s kakšno azijsko, reinterpretacije obstoječih tradicionalnih receptov, premalo se pogovarjamo o tem. Prej glede na podjetništvo, ko si kot podjetnica v Sloveniji, kakšno je stanje, ker smo pred volilnem obdobju veliko slišali, je bila še ena taka tvoja kritična na račun kolegov antropologov, ne, ko si rekla, da se spomniš, da so študenti oziroma tisti, ki so antropologi, mislijo, da lahko delajo samo v nekih inštitucijah, a ne. V muzeju, v knjižnici ali pa evropska sredstva. Evropska sredstva ali pa pač opravljajo določene funkcije. Jaz le vidim, mislim, tudi sama delam v marketingu, ker mi je zelo super teren,
super teren, dosti je digitalnega terena, mislim, ok, se mi se drugače tukaj ne bi smeli ukvarjati s samimi podatki, ne? Ampak v bistvu govorijo, mi smo strokovnjaki, marketintaši, govorijo, da so strokovnjaki za ljudi. Ok, ja, bo rekla, se lahko strinjamo, pa se ne strinjamo. Ampak tukaj imamo še v bistvu kulturologe, imamo sociologe, imamo psihologe, dobro, so psihologi pač lahko tudi različne stvari, imamo etnologe in kulturne antropologe, kateri lahko vsi najdejo svoj prostor v marketinški sferi. Se jih uporablja? Se jih uporablja malce premalo. In tudi pač mogoče premalo zaradi tega, ker nimajo že prej kakšne spodbude na fakulteti. In ti, ki si danes tukaj, Ker sem danes tukaj, si danes tukaj, ti si v bistvu brala eno tako pot, ki je zelo pri tem oglaševanju nativna, ali kako bi se rekla. Jaz pač ne uporabljam, jaz nič ne oglašujem. Mislim, ok, pač oglaševanje je tudi to, da jaz pač postam organske vsebine, ampak jaz želim, ok, sem trajnostna znamka in trajnost se mora poznati tudi na spletu, torej nimam vsebin, katere so generirane z umetno inteligenco, posti so, pač imamo 2 večje video in fotoprodukcije letno, v teh probamo narediti največ, kar se da, vmes imamo kakšne neumne TikToke, pač je možnost, da postanejo viralni, kakšni postanejo tudi viralni, ampak pač jaz imam zelo raje to, da pač je ta moj koncept zelo bolj organski, pa tukaj, da je malo bolj fejla, pač to je tako malo balkanski, pa tudi to, bomo rekla, zelo paradoksalno big business, ampak v bistvu je zelo small business, zelo imam pač rada, ko ljudje sami producirajo content, Tvoji uporabniki? Ja, tako jaz se zelo nasmejem, ker pač valjda tega na kakšnih storjih, pa tudi na TikTokah, ne vem, z kakšnih različnih popotovanj, sploh, bom rekla, pri meni je dosti kupcev teh, kateri živijo v tujini, in nismo omejeni samo na Slovenijo, Slavsok se je v Sloveniji prisoten mogoče 40%. Kje pa ostalo? Ostalo je Hrvaška, Srbija je v bistvu prek Concept Stora, 45 je Concept 45, oni pač Concept Store, kateri ponuja evropske brende in beograjske oblikovalce, pa ampak tukaj najdemo v bistvu Koperni, Anin Bing, to so pač, bomo rekla, znamke, katere so na nivoju, V katere države še, ki si omenila pol? Srbija? Imamo Francijo, Švico, tudi Madžarsko, tudi Italijo, UK, smo imeli težavo zaradi tega, ker smo imeli stavko pošte, pa so se vračali pač paketi, tako da pač ne Nizozemska. No, Nizozemsko je tudi precej ljudi, kateri živijo na te naše diaspore. Ravno prejšnji teden smo poslali, tam obstaja nek multikulti podcast, katere sta pač v bistvu ustanovile pač 2 mlajše punce, Gen Z-ovke, katere v bistvu govorijo o svojih koreninah in pač o vsakdanjih težavah, oziroma pač kako ohranjati stik s to svojo diasporo in z identiteto. Jaz mislim, da pri mladih je zelo pomemben tudi ta identiteta, tudi pač opažamo porast poslušanja slovenske glasbe, ampak tudi ne govorim samo o slovenski narodno-zabavni glasbi, pa tudi ne govorim samo o Joker Auto pa Murphyjih, ampak vseh ostalih brandih, ne vem, tukaj sem pač prej omenila Kani, kot reperka, Masaja je v bistvu že kar mainstream, potem v bistvu zdaj pač fenomen prejšnjega leta so bile te gliste, tako. Mislim, da so pač poslušalci slovenske glasbe se več ne omejujejo na zgolj te velike artiste, pač Jana Plestenjaka, Nino Pušlar pa tako, ampak pač vznikajo tudi mladi slovenski bendi, kateri pač delajo glasbo različnih žanrov in družbena omrežja jim to omogočajo, da so slišani, da se pač širijo, pač ker zdaj nimajo vsi založb, Ja, ampak mene bolj zanima, kako si ti, ti deluješ. Ja. Kako jaz delujem? Ker imaš zelo tak organski, tak poseben, v bistvu ta tvoja estetika je v bistvu... Ja, pač jaz imam zelo rada trash estetiko. To kaj pomeni?
Zdaj, tukaj bi me zelo popravil David Tavčar, ki jaz rečem, jaz sem tako trash, pa on tako. Ne, tu ni trash. Okay. Je določena estetika, katera deluje in ti poznaš svoje kupce in poznaš, kaj delati in poznaš svojo estetiko. A ne? Deluje trash, ampak je pač načrtno narejena, je v bistvu včasih načrtno narejen nek kič, a ne. Zdaj, če bi ga znala toliko, ne. Tadej Vaukman recimo tako dela. On meni dober. Tadej Vaukman, Ja. I love that, pač tako. Ampak v bistvu je ta estetika, V bistvu je ki smo ljudi. jo živeli v Jugoslaviji. Mislim, To je v bistvu nek je deloma nostalgija, ampak obujanje tega, ne? obujanje, ampak je v bistvu reinovacija. Reinovacija te estetike, oziroma vsak dan nekoga, a ne, ne živijo vsi v minimalističnih stanovanjih, a ne, z belimi površinami, zelo pospravljenim, a ne. Ne, pač mi moramo imeti nek žmok, nek je ne sais quoi, nek brand, tam To je nek upor temu mainstreamu, ali temu kaj? mainstreamu, polikanosti, upor umetno ustvarjenem vsebinam, videom, ti perfekciji. Zdaj, Ampak ni na drugi strani tudi ti v bistvu zelo zrežiraš te svoje kadre, zrežiram, pa ampak lahko v veš bistvu- samo z druge ja, ne, strani. ampak jaz imam pač drug princip, a ne. Jaz imam zelo rada teorijo jezika, a ne. In sploh strukturalizem, znak, semiotika, semantika, ne. Jaz si pač zberem pač en element, a ne, in potem pač rečem, ok, kaj ta element nekomu pomeni, a ne. In v bistvu nekako igram se s temi pomenskimi deli, zaradi tega pač imamo gor, Bod kar konkretno. ne vem, rečemo rakija, ne. Imamo ta rakija, ok, pač zdaj mi dve imamo verjetno malo drugačen, drugačne spomine na rakijo, ne. Zdaj, če ti vidiš napis rakija, kaj se ti izriše v misli? Bosna. Sliva. Ok. Jaz, ko pomislim rakija, se pač mi izriše pred glavo ta kotel, v katerem se kuha, Aha, okej. ker ga pač moj nono je tako od žani kuha, pač, ampak on dela slivovko. Dela vse razne te, tudi brinjevc, ne. Ampak imam jaz to ta nek spomin, a ne, kako sva mi dva čakala spodaj te drope, a ne, ko se je kuhalo, a ne, in kako pač tisto počasi tepla, a ne. In je v bistvu tudi tako neka tradicija, ampak pač pri nas ni rakija, ampak je slivovka in je brkinski slivovec, a ne, in je v bistvu tudi tako del moje identitete. Zdaj pač, ko govorimo o rakiji, rakija se pojavlja po celotnem Balkanu, a ne. Pač, Šnopc. Kot bi Ja, rekel šnopc. Klemen. Ja, šnapc, ampak ne vem, Romuniji pa imajo tudi raki, a ne, in je v bistvu nekakšen naš skupen imenovalec, a ne, in zdaj pač zbrati vse te neke pomenske dele, kaj tu pomeni, a ne, zdaj pač, ko vidimo določen tip kozarca, a ne, ta štamprle, predpostavljaš, da je noter, kaj? Raki, a ne. Ja. Ja, če dobiš Lahko jo mava midve zdaj. Ja, lahko imamo tudi midve zdaj, a ne. Na Balkanu nikoli ne veš, kaj je v hladilniku prozorni flaši, a ne. Ja. Pa In v sladoledu, ne, v tisti ampak to škatli ampak kako sladoleda. pridemo do teh elementov? Mi živimo na tem območju, mi to vemo, a ne. Zdaj, če mi damo enega Američana tam pred hladilnik, kateri vzame s hladilnika ohlajeno prozorno tekočino, a ne. Mi se režimo, rakija, spet se bo nategnil, a ne, on tega ne ve. Ja. A ne? In v bistvu mi imamo neke take fragmente, kateri nas povezujejo, kateri nam ne pridejo takoj Pa na češ pamet, pet a ne. po sladoled, ne, pa je not sarma. Ne. Ja. Ampak tu imamo mi, a ne, in to so del naše identitete. To so naše fore. Naše fore, naša kulturna dediščina, a ne. So pač naši skupni elementi, a ne. Tudi bo rekla te bele čarape, a ne. So naši tudi postali skupni elementi, zaradi tega, ker pač takrat je tudi neka del nostalgije, ker takrat so sam delali te bele bombažne nogavice, a ne, so vsi nosili v 80-ih, ful fotografij imamo z tega obdobja, a ne. Jaz pač sem šla takrat tudi, bom rekla, kupovati, sem jih šla iskat po vintage storjih, da sem videla sploh, kako so narejene, a ne. Kdo? Nogavice. Pri svoji analizi. Ja,
Si šla kaj gledati v Vintage Store? Vintage Store sem Kakšne šla nogavice kupit. so včasih prodajali? Ne, pač sem šla kupiti v bistvu nove dead stock nogavic, ne vem, od Reeboka ali pa kaj takega, da sem videla, kakšen način pletenja je bil. V bistvu ta rebrast del pač nam da feeling, da je to športna nogavica, pa hkrati ima tak nek retro vibe, a ne? Ampak to so vsi neki taki mikroindikatorji, ne? In jaz vsakeč, ko delam, pripravljam se za snemanje, a ne? Dodam te neke mikroelemente noter, a ne? No, povej, kjeri so to. Zlate verižice. Ja, to smo delali lance, smo dajali tudi okoli gležnjev za foro, ampak pol jih je pa fork hotel kupiti, tako da smo jih mogli začeti delati, a ne. Tako da pač jaz sem se pol radila tudi ustvarjalec nakita posledično, a ne. Ne vem, da smo se hecali tudi s tem, ta ide gas, pa smo dali plinsko bombulo, katero smo prebarvali na belo, pa smo ga dali ide gas, a ne, ker v bistvu je plin, ampak gas, pa pač neke to je bilo samo nam smešen. A ne, pač jaz sem to pol kazala pač nekem friendom, kateri živijo v Italiji, in jim je bilo tako, what the fuck, a ne. Ali pa pač neke packe na oblačilih zaradi ajvarja, a ne. Mislim, to so nam neke konotacije, ko ostalem ne more biti, a ne. In glih zaradi tega je pač Slavsoks nek skupek teh bombončkov, ki jih pač znajo ljudje prepoznati, hkrati je odstranjena religija, odstranjen je v bistvu ta tudi nacionalen naboj, a ne? In je v bistvu ta nek cozy prostor, kateremu si ti dobrodošel. Dosti tudi Italijani kupujejo Slavsoks, ker so ljubitelji Balkana in sploh ajvar ali pa jugo, no. Tako jim je kar cool, pa če vapi. Ampak, glej, dober brand je tisti, ki ni preveč brendiran, ne? Ja. Tako nekako sva Jaz bom rekla, se prej pogovarjali, Slavsoks za so Gen ljudje. Z to velja. Ja. Ne? Ampak ti si zdaj v bistvu govorila o tem, da se v bistvu zelo ukvarjaš s tem in da zelo brandiraš to, ne? Mislim, brandiram. V bistvu moja ideja je, tudi tretiram družbena omrežja in tretiram znamke tako, da jih v bistvu imam kakor zamišljeno skupnost. To je drugač Benedict Andersonova teorija, ne? Kako se pač ustvari narod in kaj pač ima narod, a ne? Skupen jezik, skupne podobe, skupne elemente, skupne medije, a ne? Danes se pač je to pol pač mediji niso več klasični mediji, a ne? Kakor so tradicionalno bili, a ne? Ampak so to družbene omrežja, a ne? In v bistvu jih tretiram kakor svojo državo, narod, a ne. In tako tretiram tudi brand in jaz tako mislim, da vsi, kateri pač ustvarjajo na družbenih omrežjih, ne glede ali si ti content creator, ali si ti influencer, ali si ti brand, se moraš obnašati tako do svoje skupnosti, ker ta skupnost soustvarja in dela pač tvoj brand to, kar je, a ne. Ker kaj je v bistvu narod brez ljudi? Prazen koncept. A ne. Pa v bistvu to tako imaginarne identifikacije, pa pač mislim, mogoče malo preveč lakanasto, a ne, ampak v bistvu, kako se mi prepoznamo? Zdaj pač greva dati en primer. Mi dve smo v tujini, obe so Slovenki, kako se bomo prepoznali? Kaj, pogovoru, da razumem slovenščino? Pogovoru, mogoče, ne vem, imam jaz tisto krasno ful Slovenija zeleno vetrovko, ali pa z določene športne trgovine superge nahrbtnike, ki jih imajo vsi. Ja. Recimo. Se ga malo rahlo, smo rahlo veseli zvečer, pa imamo možnost predvajanja glasbe. A pa misliš, da ja? Ja. Pa tudi pogledamo, ne, pač kako, mislim, mene hecana, ne, vsakeč, ko gremo v tujino, Ja. zmeram slišimo, rečemo, ti so naši, a ne? Pa niso nujno Slovenci, a ne? To so lahko Srbi, Hrvati. In se mi zdi ta občutek dan danes še vedno je neke pripadnosti, malo širši regiji. Tako zdaj, ko je šla Bosna z nogometom, ne? Ko se je uvrstila. Jaz sem bila tako vesela. Jaz sem bila tako iskreno vesela. Jaz vem, ko sem pač zdaj mi gre kar malo na okno. Mislim, nimam nikakršnih nekih bosanskih korenin, ampak v bistvu tudi odziv našega komentatorja, to iskreno veselje, to veselje ljudi, da je bil naš komentator tako srečen, sreča ljudi na ulicah v Sarajevu, zraven tiste večne jaz sem bila
tako vesela, hkrati pa sem rekla, itak balkanske fore, a ne. Pol, zdaj sem Ja, vidim. jaz sem bila tako vesela. Koliko for je prišlo na to temo. Mislim, jaz res obožujem internet, a ne. Pol je bilo tako pismo svojim zaposlenim, a ne. Jutr, če zgubimo, ne rabite priti, dan žalovanja, ne. Pol, če zmagamo, nagrada 200 km, konvertibilnih malk, ne, jaz temu rečem kilometri, ne. In jaz sem bila tako, wow, kjer kul šef, ne. In pa so bili so tako, kao, to je gazda, ne. Jaz sem bila tako iskreno vesela za njih, ne. Tako, tudi pa rekla ta njihova preskonferenca, ne, ko so pač oni udrli s tistim zvočnikom, s komadom Dubioze kolektiva, pač to iskreno veselje ljudi, a ne, ta moment, a ne. Bo rekla, zelo si večkrat želim, da bi pač tudi kot Slovenci imeli več teh momentov. Ja, seveda smo bili zelo veseli, ko smo pač naši osvojili olimpijsko zlato, a ne, kolajne, a ne. Pač ta ponos, katerega imamo, a ne, ga bi mogli imeti večkrat. Ne zgolj ob takih, čeprav vemo, da so vsi rečemo, da ta stereotipizacija Slovencev, pa ne sosedu krava crkne, a ne. Ampak mislim, da se lahko vseeno veselimo vseh zmag. Zdaj, ko imaš malo ti tudi stika v bistvu še z nekdanjimi nekdanjimi državami Jugoslavije. Ja. Kako zdaj recimo ti to povezanost, če vidiš? Ali pa kaj so še te, razen teh ajvar, burek, rakija, razen Idegas, razen tega, kaj imamo, to so še neki tako spomini, ne, mi recimo. Slovenci smo zelo v hvaležnem položaju, ne. Zdaj, jaz grem v Beograd, a ne, in imam verjetno nek tak naglas, pač jaz prihajam z Ilirske Bistrice, ki je zelo blizu hrvaške meje, a ne, tudi pač moja hrvaščina je ta HRT hrvatski, ko sem se učila hrvaščine, ko sem gledala Zvezdne staze, amatreki pač, obožujem Star Trek, in potem so oni tako zelo previdno vprašajo, odakle ste? Pa jaz to ne rečem Slovenija, pa oni tako, ni problema, in pa lahko treš to, kakor hočejo, a ne, in pač Slovenci nimajo težav, ful nas imajo radi, ful v bistvu tudi tako rečejo, ja, vi se pa res potrudite, da probate govoriti, kakor mi govorimo, a ne. Sej verjetno imamo še vedno te naše slovenske spodrsljaje, kljub tomu, da pač govorimo ali srbsko ali hrvaško, a ne. Včasih se tudi malo preveč sekiramo, kakšna beseda, ne, da ne bi koga užalila, ne. Zdaj pa rekla na marketinških konferencah, katere potekajo, ne vem, na Weekend Media Festivalu, pa mislim, danima komunikacije, kjer je pač v bistvu se cela regija združi, tam ni nekakršnih problemov s komunikacijo, vsi govorimo, kakor govorimo, vsi smo veseli, a ne, ampak jaz imam dobre izkušnje, ne, zdaj pač dostikrat nisem imela, ful sem se bala, na začetku tudi nisem razkrivala identitete, da sem pač jaz Slovenka. A res, zakaj? V bistvu me je bilo malo strah, no, ker pač kličejo nas, mislim, imamo določen procent ljudi, ki nas kličete alpski Srbi, a ne. Pa v bistvu, da se probamo v bistvu z dediščino njihovo okoristiti ali pa kaj takega, a ne. Pa pač jaz ne vem, jaz sem še vedno nisem bila rojena, jaz sem bila pač rojena v Sloveniji, a ne, ampak pač imam še vedno čutim neko navezanost in v bistvu ponos na našo regijo, ne. Prej sva se dotaknili teme, da si tudi pač kot poslovna ženska, recimo, ne, oziroma, ne, kako vidiš to okolje poslovno v Sloveniji? Ja. Okej, bo rekla, jaz sem oseba, katera se ne trudi dosti mailov pisati, je zelo direktna, pa pač pri meni bo rekla, pravila ne obstajajo. Bo rekla, ne, da tako pravila ne obstajajo, ampak zdaj ta način komunikacije, kako pristopati, pač jaz nisem hodila na izobraževanja, kako narediti prvo prodajo. Pač
jaz sem bila tako, lol, pač jaz imam te stvari, šla sem v trgovino, sem zmenila, cool, šla v drugo trgovino, poslala na Instagramu message neuradnega maila, zdaj bi pač rekel, ok, to je neposlovno. Aha. Zakaj? Če mi prehrani čas, Kaj, da prosjačiš ali kaj? ja, da... zakaj, če mi prehrani čas, infomaili na spletnih straneh so večinoma samo sebi namen, kontaktni obrazci so večinoma sam sebi namen, da jih tukaj te ne znajo niti pravilno usmeriti, ponovadi tisti, ker opravlja funkcijo, tudi da sem delala kot social media manager, je vedel, kam usmeriti na ta pravo osebo. Hkrati imamo tukaj tudi LinkedIn. Na LinkedInu, kaj, 3 kliki nas ločijo. Pač pogledamo, damo search, dobimo spisek oseb, dodamo connect, pošljemo sporočilo, imamo vprašanje, lahko dobimo odgovor, lahko ne, če ne, to je to. Zdaj, kar se pa tiče sodelovanj. Naprimer, za Čokolino je prišla to na idejo sodelovanja agencija 101 in smo se potem pobondali. Smo pač naredili, ker je prišel Čokolino dar, kateri je bil brez sladkorja, ker so hoteli v bistvu ujeti 20 plus generacijo. Smo rekli, ok, Southsox je ta brand, katero pač lahko naredi ta nek retro revival, ima te uporabnike in smo naredili kampanjo. In je bila uspešna in še danes v bistvu te nogavice Podravka naroči in ima z njimi izvaja nagradne igre, ljudje jih pač imajo zelo radi obute, dostikrat slišim te zgodbe. Dobila sem tako milijon fotk Čokolino nogavic skupaj z čevlji Pavla Jazbeca, kar je tudi, bom rekla, določen fenomen. In se tako zgodi. Potem dostikrat je, da v bistvu inštitucije same kontaktirajo in zdaj pa pač odločam za sodelovanje. Zdaj, imamo možnost, da rečemo temu sodelovanju da ali pa pač ne. Koga zavrneš? Bom rekla, tam, kar gre, zdaj bom rekla, ne delam več charity worka. Prej na začetku sem sprejela kakšno sodelovanje, katero je bilo tako, da sem si pač tako pokrila stroške, pa da sem gradila brand. Danes več tamo ni tako. Zaradi tega sem rekla, kompenzacije pa ta charity element, se ne grem tega več. Problem je to tako mogoče, da sem hodila na filofaks, pa da smo malo drugačni, da smo bolj socialni podjetniki pa tam, tako da tukaj še malo stereotipizacije filofaksa, ko mi čakam, en dan si bom naredila, to tablico, kar filofaks pa to. Tako mlad, tako dost uspešna, ali nekaj. Ne, hecam se, pač res imam slab smisel za humor. Ne, ampak sem pa res ponosna, ko pač vidi nekdo neko vrednost v tvojih izdelkah, pa pač vidi to neko povezovanje, tukaj pač lahko izpostavim. Sem bila tako zelo ponosna, da so me v bistvu iz Cukrarne takrat kontaktirali za projekt Art Vital. Marina Ulaj, Abramovič. Ja, Marina Abramovič pa Ulaj, in sem bila kar tako pač, kaj zdaj to pomeni, Bijelo dugme, ne? Bijelo dugme, tudi za priložnost koncerta v Ljubljani, za Magnifikovo 30. obletnico. Koga zavrneš, si povedala? Pa ne smem tega povedati. Ne, mislim... Koga zavrnem? Koga zavrneš? Nekoga, ko pač si ne delimo skupnih vrednot. Jaz mislim, da tukaj vse lahko nekdo, ker ima izjemno netrajnosten koncept, pa nima spoštovanja do ljudi ali pa pač zavrača določen spekter ljudi, pač ideja Southsox je povezovanje, Če nekdo, sogovornik na drugi strani nima koncepta povezovanja z ljudmi in spoštovanje ga valjda zavrnem, A to zdaj na LGBTQ+? Na vse možen. Na vse možen. Tudi izključujočnost, bilo tega. Pač jaz sem velik zagovornik te skupnosti, ally, pač podpiram, mislim, jaz sem univerzalc. Podpiram ali sceno, metal, punk, grem tudi v bistvu delati na Tolminator, pa Punk Rock Holiday, v Sočo, obožujem. V bistvu tudi opera in balet, glih v soboto grem gledati v Alico v čudežni deželi, sem na temo. Zdaj, veselice, gasilske veselice, tudi obiščemo,
so posebni outfiti. A ne. Takrat, ko sem šla na čuke, sem še vedno hotela imeti to ero, kavbojci in indijanci, klobuček, kavbojke, elektronsko glasbo, zakaj pa ne, sem plesalka. A ne. Fluidna generacija zdaj si pol. Zelo fluidna. Jaz pač zelo rada grem v prostor, pač, kjer se dogaja vse. Zaradi tega, da vidim, kakšni so tam ljudje, kaj počnejo. Mislim, tudi da vinske dogodke, ne. Sem se tudi izobraževala o vinu, sem sommelijerka, letos nisem šla na ProWein, največjo vinski sejem na svetu, ampak tudi to, ne. Sicer scena v Sloveniji ali pa pač scena v Düsseldorfu ali pa drugih krajih. Hodila sem tudi na Raw London, dokler je pač še pred koronskem času. Seveda so pa drugi ljudje, ne. Vino je vsem skupni imenovalec. Kdo je Tina Mentol? Konstrukt. Tina Mentol, hvala. Hvala. To je to. To je to, gremo še. Aljaša, gremo še. A je sploh not? Aljaš? Aljaš, da ga malo zaspal. pokaž.